Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Emil Kete. Prvega julija leta 1924 se je v Dolenjah, v župniji Planina pri Ajdovščini, rodil bogoslovec, pričevalec za vero Emil Kete. Otroštvo je preživljal na domači kmetiji v družbi 7 bratov in sester. Po osnovni šoli na Planini je v Gorici končal pripravnico in gimnazijo. Jeseni leta 1944 se je vpisal v bogoslovje in postal gojenec goriškega semenišča. Novembra istega leta je odšel obiskat na smrt bolnega očeta. Ko se je 11. novembra leta 1944 vračal v Gorico, so ga zajeli partizani in nekaj dni zatem ubili v dolinici Ovčji plac pod Šempasom. Domači so njegove posmrtne ostanke leta 1948 naskrivaj pobrali in jih pokopali v grob sorodnikov v Braniku. Na kraju njegove nasilne smrti so 13. novembra leta 2011 postavili spominski križ. Lazarist Anton Pust je že predtem izdal knjižico z naslovom Emil Kete s Kristusom na Tabor in Kalvarijo. V njej je opisal njegovo življenje in predstavil njegov duhovni dnevnik. Pust je o njem pisal že v knjigi Palme mučeništva. Ketajevi so živeli v zaselku Bačarji v Dolenjah, v župniji Planina nad Ajdovščino. Slednjo je vsestransko zaznamoval duhovnik Matija Vertovec, ki je poleg skrbi za duhovno življenje skrbel tudi za kulturni in gospodarski napredek župnije. Marsikje lahko preberemo, da je postavil temelje planinski šoli, tako da je okrog sebe zbiral otroke in odrasle ter jih učil brati in pisati v maternem jeziku. To je bil čas, ko so naše kraje zasedli Francozi. Znanje številnih jezikov mu je omogočilo, da je s pomočjo tuje literature učil planince umnega kmetovanja, sadjarstva in vinarstva. Pozneje je o tem pisal tudi sam. Poskrbel je tudi za zdravje planincev, saj je v času, ko je po svetu razsajala epidemija kos, prepričal starše, da cepijo svoje otroke in tako je preprečil številne smrti. Prebivalci Planine in krajev, ki spadajo pod to župnijo, so še danes ponosni na Matijo Vrtovca. To je veljalo tudi za družino Ketejevih, z Bačarjev v Dolenjah. Pod domačijo, kjer je bila nekaj časa tudi gostilna, so se do reke Vipave raztezale njive. Ob njih pa vinogradi in nasadi sadnega drevja. Oče Josip, doma so mu rekli Jože, je skrbel za sorazmerno veliko kmetijo, mati Angela, rojena Polšak, pa za dom in mu pomagala pri raznih opravilih. Poročila sta se nekaj let pred Prvo svetovno vojno in leta 1910 dobila prvorojenca Jožeta. Do začetka vojne sta se rodila še Angela in Franc. Očeta Jožeta so vpoklicali na fronto, kar je bilo za mlado mamo s 3 otroki precej težko. Pri delu na posestvu in skrbi za družino so ji v tistih letih pomagali bližnji sorodniki. Po koncu Prve svetovne vojne so znova zadihali kot družina in sprejeli v svoj dom še nekaj otrok. Leta 1920 se je rodila Alojzija, 2 leti pozneje Ivan, 1. julija 1924 pa Emil, ki pa ni bil zadnji.
Nekaj let za njim sta se pridružila še Ivanka in Cvetko Florjan, ki je bil kar 19 let mlajši od najstarejšega brata Jožeta. Krščanska vzgoja je bila pri hiši nekaj samoumevnega. Redno so molili, praznovali nedelje, praznike. Emil, ki je zelo zgodaj začel ministrirati, je šel pogosto k maši tudi ob delovnikih, čeprav je bilo po strmi stezi skozi gozd do cerkve svetega Gancija na Planini pol ure hoda. Starejši otroci so hodili v slovensko šolo. Mlajši, ki so prag šole na Planini prestopili v času fašizma, so imeli pouk le v italijanščini. V župnišču in doma, kjer ni manjkalo slovenskih knjig, pa so poskrbeli, da so znali brati in pisati tudi v materinščini. Šlo je tudi za tih upor oblasti. Fašisti so namreč strogo nadzorovali duhovnike in jih zaradi uporabe slovenščine preganjali. Tudi knjige je bilo potrebno skrivati tako v župniščih kot po domovih. Mnogi so zaradi tega postali še bolj zavedni Slovenci in se na vse načine trudili, da bi tudi otroci znali slovensko. Tako je bilo tudi pri Ketejevih. Čeprav Emil Kete uradno ni imel niti ure slovenske osnovne šole, je slovenščino precej dobro obvladal, kar se je potrdilo tudi pozneje. Po odloku goriške nadškofije so duhovniki po strogi šolski reformi, ki je bila namenjena čimprejšnji asimilaciji slovenskega prebivalstva, verouk v domačem jeziku lahko učili v tako imenovanih farnih šolah, ki je zaživela tudi na Planini. Emil, ki se je rad učil, je to znal izkoristiti. Prav tako se je verjetno ob srečanjih z župnikom in njegovo zavzetostjo že zelo zgodaj navdušil za duhovniški poklic. Kot navaja Anton Pust, ki je uredil Ketejev dnevnik in zbiral pričevanja v njem, si je Emil v sobi naredil oltarček, pred katerim je molil. Po značaju je bil miren, blagega srca, delaven, mrljiv in zelo pozoren do bratov in sester. Rad se je učil, a tudi pri kmečkem delu je bil spreten. Starša, ki jo je zelo spoštoval, sta na tihem upala, da bi lahko postal duhovnik. V dogovoru z domačim župnikom Jankom Pišotom sta se odločila, da bosta Emila poslala v Goriško malo semenišče. Tam je bil slabi 2 leti starejši Anton Štrancar s Planine, s katerim sta skupaj ministrirala. Po šolski reformi ob koncu 20 let je bil pouk slovenščine v srednjih šolah odpravljen. To je veljalo tudi za Gorico, a obstajala je izjema. Sveti sedež je kljub reformi zahteval, da je treba v semeniščih dijake, ki po narodnosti niso Italijani, učiti tudi njihov materni jezik. Dogajalo se je, da so se v goriškem malem semenišču slovenščino učili tudi italijanski in furlanski dijaki. V goriški škofijski gimnaziji in semenišču je slovenščino takrat med drugim poučeval dr. Anton Kacin, ki je skrbel za primerne učbenike. Kljub neugodnim razmeram zaradi fašističnega pritiska je skušal storiti vse, kar je bilo mogoče, da se ohrani slovensko šolstvo povsod, kjer je možno. Zato so se zavzemali tudi drugi profesorji Slovenci. Ko se oziramo nazaj v tisti čas, ne moremo mimo dejstva, da je bilo za mnoge slovenske dijake goriško malo semenišče tedaj edina možnost, da so lahko gojili materinščino in se v njej izpopolnili do zavidljive višine. Emila Keteja so leta 1936 sprejeli v goriško malo semenišče, a najprej je moral končati pripravnico, ki je bila pogoj za sprejem v škofijsko gimnazijo. S tem ni imel težav. Tudi v nižji in višji gimnaziji, slednjo je končal leta 1944, je učenje jemal zelo resno in ves čas razmišljal o tem, da bo postal duhovnik. V tej vlogi je želel ljudem dati čim več, zato ga je zanimalo marsikaj.
Njegov sošolec Tone Prinčič je Antonu Pustu o Emilu Keteju med drugim povedal: Med sošolci je bil zelo priljubljen in se z vso resnostjo in vestnim študijem pripravljal na bodoči poklic. Odlikoval se je po pobožnostih, točnosti in zvestobi. Želel je postati dober duhovnik. Zelo so ga zanimala socialna in filozofska vprašanja. Udeleževal se je raznih krožkov in predavanj, seznanil se je z žusizmom, ki obravnava delavska vprašanja. Prav tako je sodeloval pri katoliški akciji. Nabavljal je filozofsko literaturo, poglabljal se je zlasti v dela dr. Aleša Ušeničnika in dr. Antona Mahniča. O teh temah je rad razpravljal tudi s sošolci. Emil Kete je bil tudi po značaju tak, da so ga sošolci hitro sprejeli za svojega. Kljub temu se je znal ujeziti. Anton Štrancer se je iz gimnazijskih let spomnil, kako se je Emil razjezil in zemljevid, ki so ga imeli v šoli, vpričo drugih vrgel na tla. Na njem je namesto Jadranskega morja pisalo Mare Nostrum. Vodstvo gimnazije ga je hotelo zaradi tega kaznovati, grozila mu je celo izključitev iz šole. Emila Keteja je motilo tudi to, da je profesor Makovec, Slovenec, simpatiziral s fašisti in to tudi pokazal s svojim ravnanjem v razredu. A razmere v bogoslovnem semenišču so se spreminjale. Leta 1942 so dobili novega rektorja, ki je zamenjal nepriljubljenega Giovannija Buta. Poleg tega so za duhovnega voditelja semenišča nastavili Franca Močnika. S tem so se razmere za slovenske bogoslovce precej izboljšale. Novo prelomnico je prinesla kapitulacija Italije 8. septembra 1943. Primorska ni bila osvobojena, saj so jo zasedli Nemci, čeprav z zamikom. Njihova vojaška uprava je spet omogočila slovensko šolstvo. V Gorici so se začele priprave na ustanovitev oziroma obnovitev slovenske gimnazije. Pri tem je imel pomembno vlogo profesor Anton Kacin, ki je učil v semenišču in na škofijski gimnaziji. Čeprav je bila vojna, je na šolskem in tudi kulturnem področju prišlo do velikih sprememb. Slovenska skupnost je, osvobojena fašizma, v določeni meri znova zadihala. Kljub temu se je poznalo, da je vojna in da sta se okupatorja samo zamenjala. Tudi Nemci so pobijali ljudi, jih preganjali, zapirali, pošiljali v taborišča. Primorce je zadela še ena nesreča. Partizani, ki naj bi se borili proti fašistom, so po njihovem odhodu pomnožili likvidacije, s katerimi so začeli že prej. Njihove žrtve niso bili tisti, ki so sodelovali s fašisti ali poznaje z Nemci, ampak pogosto zavedni Slovenci, še zlasti iz katoliških krogov. Pod Italijani so partizani pobili nekaj 10 ljudi. Največkrat je šlo za tiste, ki bi bili lahko njihovi nasprotniki. Med odmevnejšimi umori je bila likvidacija kmeta in prosvetnega delavca Iva Brica iz Dorenberka, ki so ga fašisti preganjali že pred vojno, poslali za več let v konfinacijo, med vojno pa spet za nekaj časa zaprli. Bolj znan je pokol 15 nedolžnih žrtev na Lajšah nad Cerknem.
Vzrok zanj je bil nemški napad na slabo varovano partijsko šolo v Cerknem 27. januarja 1944, med katerim so Nemci pobili 44 tečajnikov. Partizanski voditelji so krivdo za nemški napad pripisali vernim domačinom. Napravili so spisek 15 oseb, med katerimi sta bila oba cerkniška kaplana, Lado Piščanc in Ludvik Sluga. Obtožili so jih izdaje, jih 2. februarja zvečer odpeljali na Lajše, naslednji dan pa obsodili na smrt, postrelili in zmetali v Kraško brezno. Iz njega se je rešil le tigrovec Jože Bavcon. Partizani so v Cerknem izobesili spisek likvidiranih ter jih označili za izdajalce in zločince. Večina domačinov pa je že takrat vedela, da gre za nedolžne žrtve. Nemce je v Cerkno pripeljal partizanski major, ki je bil tudi agent gestapa. Partizani so se obeh kaplanov želeli znebiti že prej, a so bili v zadregi, kako opravičiti njuno smrt pred ljudmi. Piščanca in Slugo so aretirali že prve dni novembra 1943, ju odpeljali v Cerkljansko hribovje, ju zasliševali, obtožili izdajstva, a po tednu dni izpustili. Oba sta bila v goriškem bogoslovju in Emil Kete ju je zagotovo poznal. V takih razmerah je Emil obiskoval zadnji razred škofijske gimnazije. Na eni strani strah in negotovost, na drugi strani pa zavezanost slovenstvu in duhovniškemu poklicu, ki ga je gojil že vrsto let. Naslednji korak je zagotovo bogoslovje. Profesorji v semenišču so dijake 7. in 8. razreda gimnazije vključili v nekatere dejavnosti, ki so bile namenjene bogoslovcem. Imeli so skupno duhovno vodstvo, skupaj so poslušali nekatera predavanja iz filozofije in razna priložnostna predavanja, tudi v organizacijah, kot je bila na primer Katoliška akcija, so sodelovali. Zato je bil prehod v tako imenovano veliko semenišče po opravljeni maturi na začetku poletja leta 1944 skoraj neopazen. Počitniški tedni v letu 1944 so bili pomembna prelomnica v življenju Emila Keteja. Opravil je zrelostni izpit, maturo. Praznoval je svoj 20. rojstni dan. Začel je pisati dnevnik, ki bi ga lahko poimenovali duhovni dnevnik. Na prvi strani zgoraj je zapisal Moj dnevnik in potem avgust 1944. Sledil je prvi zapis, ki ga je začel takole. Kot dim je izginil današnji dan v vsakdanjem opravilu, ki je bilo zanimanje za poklicanje. Potolažil sem se, ko sem slišal, da nas začasno še pustijo doma. V nadaljevanju je zapisal, da so imeli 4. sestanek Katoliške akcije. V prvem delu so se posvetili katekizmu in vprašanjem o nujnosti laiškega sodelovanja pri apostolatu. Govorili so tudi o tem, kako kljubovati idejnim nasprotnikom in kako potrebna je dobra organizacija za dosego edinosti v delu in mišljenju. Gremo med svoje brate. Tako je Emil Kete zapisal v svoj dnevnik 5. avgusta leta 1944, ko se je na povabilo ljubljanskih bogoslovcev pridružil nekaterim goriškim bogoslovcem, da bi se seznanil z razmerami v matični domovini. Na programu je bil tudi kratek tečaj Katoliške akcije. Potovali so z vlakom, najprej iz Gorice v Trst. Pri Nabrežini so zapustili pogled na morje in nadaljevali vožnjo po kamnitem Krasu. V poletni vročini je bila zemlja precej izsušena. V Pivki pa se je vse spremenilo. Začela se je dežela Cerkva, lepih dolin in ravnin.
Emila je lepota krajev zelo prevzela, kar se vidi iz njegovih poetičnih zapisov. Gozdovi, pogled na Rakeško ravnino in slovenska jesen, ki se je začela oglašati in prešerno razlegati po deželi, ki jo je pozdravljalo sonce, nagnjeno k zatonu, so napolnili moje srce z veliko radostjo. Da, od veselja je vriskala in jokala moja duša. Rad bi opisal občutke tistih trenutkov, a manjka mi besed in izrazov. Bili so občutki, kakršne ima človek le redko kdaj v življenju. Čudil sem se dalje lepoti, ki se je vedno v novi luči kazala mojim očem. Notranjska je objela moje srce in zavriskal bi na vlaku, ki je dirjal v temno noč, če bi le ne bil tako plašen in sramežljiv. V Ljubljano so prispeli po noči z 2 urama zamude. Gostitelji, med njimi je bil Tone Smrkolj, poznaje stolni župnik, so jih peljali v semenišče. Naslednji dan so se ustavili pri Mariji Pomagaj, ki je bila v drugem delu vojne v ljubljanski stolnici, si ogledali mesto, šli na Rožnik. Emil je občudoval Šmarno goro, Kamniške planine, Karavanke in, kot je sam poudaril, Notranjsko s Krimom, ki bo zaslovel v naši domovini kot jama zločinov. Takrat je bilo splošno znano, da so partizani svoje žrtve metali v brezna na območju Krima, čeprav se na glas o tem ni govorilo. V Ljubljani so ostali 4 dni in v tem času obiskali še Golovec, Rakovnik s Salezijanskim zavodom in cerkvijo Marije Pomočnice. Kot je zapisal, so jih grobovi kočevskih junakov zvabili na grad ali bolje na Orlov vrh. Prve dni v Ljubljani so izkoristili za ogled mestnih znamenitosti. Sledil je tečaj ali, kot je zapisal Emil Kete, idejno poglabljanje. Vrstile so se predavanja laikov in duhovnikov na temo poslanstva katoliške akcije, o njenem bistvu, nalogah, organiziranosti. Seznanili so se z razmerami v svoji domovini, v Evropi, drugod po svetu. Nagovoril jih je tudi njihov goriški duhovni vodja Franc Močnik. Emil je v tistih dneh spoznal, da je katoliška akcija najbolj primerno gibanje za prenovo duhovnega življenja, da spodbuja laiški apostolat. Obenem daje temelje za uspešno pastoralno delo. Sklenil je, da se bo za to delo temeljito pripravil in zanj navdušil tudi druge. V dnevnik je zapisal: treba je postaviti trdne temelje, organizirati, zbirati sodelavce, se pogovarjati, načrtovati, delati in tudi marsikaj zahtevati. Kot vsaka posvetna in socialna organizacija, mora tudi ta sloneti na trdnih načelih. Pred koncem bivanja v Ljubljani so se goriški bogoslovci v nedeljo 13. avgusta odpravili še na Dobrovo pri Ljubljani. Znana božja pot pri Mariji v Leščevju se je pripravljala na svoje največje praznovanje, praznik Marijinega vnebovzetja. Tisto leto so imeli tudi zlatomašnika, domačina Janeza Dolinarja. Že oddaleč so jih pozdravljali mlaji. Mašo so imeli na velikem prireditvenem prostoru. Obiskali so romarsko svetišče, zatem pa odšli na kosilo k družini nekega bogoslovca. V Ljubljano so se vrnili peš, zvečer pa sodelovali pri 5 litanijah v stolnici. Naslednji dan zvečer so se poslovili in odpravili proti domu. V 10 dneh so se spletle številne prijateljske vezi in obljubili so drug drugemu, da se bodo še srečali. Na poti pa se je zapletlo. Vlak je peljal samo do Trsta. Ravno takrat so zavezniki bombardirali Gorico in Savkanski most. Po obisku Ljubljane je ostal Emil Kete do 7. septembra v semenišču. Večinoma je bil sam,
saj so bili drugi doma na počitnicah. Zakaj je ostal, ni znano. Iz kasnejših zapisov pa je jasno, da ni šel domov zaradi partizanskega terorja, ki se je vedno bolj krepil v Vipavski dolini, pa tudi drugod na Primorskem. Vesel pa je bil vsake novice od domačih. V dnevniku beremo, da ga je v semenišču oktobra obiskala Angela Pirčeva s Planine. Pozneje je prišla na obisk tudi nekaj let starejša sestra Alojzija. Novice niso bile razveseljive. V dnevniku je omenil le očetovo bolezen. Vse, kar mu je ostalo, je bila molitev za domače. Ker obisk domačih ni bil priporočljiv, se je posvetil poti, ki si jo je izbral. Glavno nalogo je videl v osebni duhovni rasti. Skrbel je za redno molitev in premišljevanje. Tudi glede Evharistije, ki je bila za člane katoliške akcije glavni vir duhovnega življenja, je vsakič poskrbel za temeljito pripravo. Obenem je skrbno spremljal nagovore semeniškega duhovnega voditelja Franca Močnika in si zapisoval njegove misli. Dodajal je svoje razmišljanja, pa tudi sklepe o napredovanju v krepostih. Zapisal je: Prva vsakdanja misel mora hiteti k jutranjemu premišljevanju. Tako se človek najlažje pripravi na molitev, ki je zelo pomembna za celodnevno duhovno življenje. Le če bom dobro premišljeval, bom imel zagotovljen dober izid vsakega dne. Vedno bolj čutim, kako človek nič ne napravi, če nima resne volje premagati vseh ovir, tudi če so majhne. Se brez volje in brez reda ne premagajo. Hočem prositi Jezusa za malo resne volje, da bom v takih mrtvih dneh kaj več naredil za svoj umski in duševni napredek. Novo študijsko leto je Emilu Keteju prineslo nov način življenja. Ni bil več dijak, ampak bogoslovec. V goriško bogoslovje so po koncu Prve svetovne vojne prihajali kandidati za duhovništvo iz celotne metropolije, tudi iz tržaško-koprske in poreško-pulske škofije. Tako so bogoslovno semenišče napolnili Italijani, Furlani, Hrvatje, največ pa je bilo Slovencev. Tudi v profesorskem zboru so bili Slovenci dobro zastopani. Alfons Čuk je bil podravnatelj in profesor dogmatike. Ivan Tul je predaval moralko. Ivo Jovančič osnovno bogoslovje. Mihael Toroš pa kanonsko pravo. Predavanja so bila v latinščini, nekaj v italijanščini. Močnik je imel premišljevanja za slovenske in hrvaške bogoslovce v slovenščini. Slovenski bogoslovci so se med seboj pogovarjali slovensko, imeli so tudi skupna druženja. Emil Kete je ob začetku akademskega leta v dnevnik zapisal: Ves čas bom pridno delal, posebno študiral predmete, ki so najbolj potrebni v pastirovanju, delu na župniji. Če je res, da me je Jezus poklical na to pot, mora biti tudi res, da on zahteva od mene popolnost in ne polovičarstva. Ravnatelji in profesorji so skrbeli, da v bogoslovju ni bilo politike. So pa bogoslovce seznanjali z vsem, kar se je dogajalo po svetu, zlasti v povezavi s kristjani oziroma cerkvijo. Tako so mladi fantje prek knjig in z branjem časopisov dobivali sveže novice o preganjanju kristjanov, zlasti strani komunistov oziroma revolucije. Emil je slutil in se zavedal, da bi tudi pri nas lahko šli skozi hude preizkušnje, ko so jih že leta prej doživljali kristjani v Ukrajini, Mehiki, Španiji in še kje. Tudi sam je bil pripravljen vse pretrpeti za Boga in iti tudi v smrt. V dnevnik je zapisal: Kristus mora biti naš zgled, slediti mu moramo tudi na Kalvarijo in ne samo na goro Tabor.
Kristus, ki je bil poveličan na Taboru, je bil križan na Kalvariji. Mi pa, če mu bomo sledili, moramo biti poprej na Kalvariji in potem bo mogoče za nas kak mali Tabor. Naša dejanja in naše delo bo obrodilo obilo sadu samo potem, ko bomo mi prej trpeli. Krvavi pot, bičanje in križanje, ki ga je Jezus sprejel, moramo biti pripravljeni sprejeti tudi mi. Jezus, ki nas krepča vsako jutro svojim presvetim telesom, nam bo prišel na pomoč v vseh naših težavah in v našem trpljenju. Tako se je Emil Kete kot mlad bogoslovec nevede pripravljal na svoje mučeniško poslanstvo. Iz poznejših pričevanj je Anton Pust, ki je poleg njegovega dnevnika objavil njegov življenjepis, podrobneje opisal tudi njegovo pot v smrt. Ocenil, da so domači terenci načrtovali njegov umor. V bližini so imeli svoj štab in v vasi zaupnike, ki so skrbno bdeli nad Ketejevo družino. Živeli so pod hribom na robu gozda, zato obiskov partizanov ni manjkalo. Poskrbeli so, da niso bili lačni. Njihovega ravnanja pa niso odobravali. Ko so nameravali mobilizirati najstarejšega sina Jožeta, jim je skozi klet pobegnil prek reke Vipave. Zato so aretirali očeta, ga odpeljali na planino in naprej v Vrtovče. Tam so ga zasliševali in mu grozili. Po posredovanju neke žene so ga izpustili. Ko je prišel domov, si ni upal povedati, kako so ravnali z njim. Moralo je biti nekaj hudega, ker je resno zbolel. Ko so Emilu sporočili, da je oče hudo bolan, je zapisal: Ko bi mogel zamenjati svoje zdravje za njegovo, ker človek take ljubezni in požrtvovalnosti je vreden še veliko več, kakor sem mu jaz zmožen dati. Sprejmi, moj Bog, mojo revno molitev in poplačaj mu vse prevelike trude in požrtvovalnosti z ljubim zdravjem na tej zemlji in z večnim zveličanjem, ki bo največje in neminljivo plačilo za skrbnega očeta, ki hoče sprejeti toliko trudov, da bi podaril Božji nevesti enega revnega duhovnika. Naj gre domov ali ne? Tako se je Emil Kete večkrat spraševal. Neka partizanska aktivistka ga je nagovarjala, naj obišče očeta. Sošolci pa so ga opozarjali: bodi previden, ne hodi, dokler domači kaj ne sporočijo. Odgovarjal jim je, da se ne boji, saj je nedolžen. Če bi se mu pa kaj zgodilo, če ga ubijajo, kot so pobijali v Mehiki, bodo tudi njegove zadnje besede: živel Kristus kralj. Kljub svarilom je 9. novembra leta 1944 odšel na nevarno pot, da bi še enkrat videl umirajočega očeta. Terenci so se že prvi dan zanimali, kdaj se namerava vrniti v Gorico. Zaradi opozoril se je Emil Kete odpravil nazaj na Goriško že v soboto 11. novembra. V Ajdovščini se je mislil pridružiti vojaški koloni, a je tisti dan ni bilo. Prespal je pri sorodniku, ki je bil cerkovnik v Ajdovščini, in v nedeljo, 12. novembra, odšel peš proti Gorici. Kot navaja Anton Pust, se je ustavil v Črničah pri dekanu Martinu Kodriču in zatem nadaljeval pot. Pri mostu pod Osekom sta ga ustavili oboroženi ženski, ga aretirali in na poti proti Šempasu izročili 2 partizanoma. Ta 2 sta ga odvedla do hiše Emilove sorodnice Pavle Ferfolja ter od nje zahtevala, naj jima pripravi kaj hrane. Pohvalila sta se ji, da imata zunaj nekega farja. Žena je v njem spoznala Emila, brata svoje snahe Angele. Jed je pripravila šele, ko sta pristala, da bo za vse 3. Ko so pojedli, sta ga odpeljala v neznano. Pri Ketejevih niso vedeli, kaj se je zgodilo z Emilom. Oče je v torek 14. novembra umrl. Zaradi vojnih razmer ni bilo pogreba, kot je bilo v tistih letih v navadi. Pokopali so ga hitro in v ožjem krogu. Za Emila so sprva celo mislili, da so ga mobilizirali partizani.
Resnico so vedeli le tisti, ki so naročili njegov umor. Ko so domači po nekaj dneh previdno začeli poizvedovati, kaj je z Emilom, jih je sorodnica Pavla iz Šempasa obvestila, kaj se je z njim dogajalo. A tudi ona ni vedela vsega. Slišala je le, da je bil zaprt v nekem svinjaku oziroma hlevu in da ga je več dni stražil terenec. Datum Ketejeve smrti ni povsem gotov. Nekateri so navajali, da so ga ubili že 13. oziroma 15. novembra. Po nekaterih virih naj bi bil Emil Kete kar 14 dni zaprt. In ko so se partizani posvetovali med sabo, kaj naj naredijo s tem fantom, je prišla komanda, da ga ubijejo. Tako so ga odpeljali proti jugu, nekaj kilometrov od Šempasa. Tam so ga v dolini Ovčji plac v gozdu ustrelili in plitvo zakopali. To naj bi se zgodilo 26. novembra 1944. Ta dan zdaj navajajo kot datum njegove smrti. Lastniki gozda so med delom pozneje našli njegovo truplo, obžrto od lisic, in ga zakopali nazaj. Zanimivo je, da je ves postopek od aretacije do pokopa potekal po navodilih, ki jih je izdala Varnostno-obveščevalna služba oziroma oddelek za zaščito naroda spomladi leta 1944. Na to je opozorila Marija Čipič-Rehar. V njih so podrobno opisane glavne značilnosti aretacije, zaslišanja, justifikacije in pokopa. Vsi postopki tečejo zelo hitro, brez potrjenih dokazov in v najstrožji tajnosti. Kljub temu je po desetletjih prišlo na dan, da sta to storila dva domačina in da naj bi se eden pred smrtjo pokesal zločina. Na željo matere Angele, ki si je srčno želela, da bi bil Emil pokopan, so leta 1948 brat Florjan ter sestri Angela in Ivanka s pomočjo Pavle Ferfolja in njenega moža našli grob. V tajnosti so odkopali ostanke trupla in ga odpeljali na sestrin dom na vrh nad Branikom. Po 2 dneh so ga na skrivaj pokopali. Njegov grob je zvečer blagoslovil župnik Franc Srebrnič. Anton Pust je zapisal, da je bil bogoslovec Emil Kete ubit samo zato, ker je bil veren sin zavedne slovenske in krščanske družine in ker se je pripravljal na duhovniški poklic. Na kraju njegove nasilne smrti je 13. novembra leta 2011 škof Jurij Bizjak blagoslovil spominski križ. Oddajo o Emilu Keteju je pripravil Tone Gorjup,
Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak. Tehnična izvedba Boštjan Smole.